Pozdravljeni v novih Digitalijah. Tokrat je z nami nov zanimiv gost, Denis Oštir. Zdravo, Denis. Čau, živijo. Par zanimivih vprašanj glede uporabe tehnologije mobilnih telefonov v novinarstvu. Povej mi, pametni telefoni, aplikacije, koliko to vam novinarjem prav pride pri vsakdanjem delu? Ja, uporabljam ga toliko, da približno ob enih ga treba na novo polniti. Uporabljamo ga za vse možne stvari, elektronska pošta, to je obvious, Facebook, Twitter, to je obvious. Ampak poleg tega, ne vem, včasih tudi kak tekst napišemo, da ga pošljemo v redakcijo, nujno uporabljamo kamero, nujno uporabljamo fotoaparat. Včasih smo tudi že, pa bom rekel, po mojem celo vedno več uporabljamo Skype, da se v živo javljamo s terena. Tako da ja, je to eno zelo uporabno orodje. Za novinarje, recimo na televiziji, definitivno bolj uporabno orodje kot laptop. Se pravi, imava dodano vrednost aplikacij in interneta povsod. To je tisto, kar vam olajša novinarjem delo, se pravi, nič več papirja, beležnice. Ja, še vedno novinarji uporabljajo papir pa beležnico. Tudi jaz recimo na kakih tiskovkah, če kadarkoli gremo, da si delamo opomnike, mi je še vedno lažje delati s papirjem. Ampak ostale stvari, ki so added value, omogočajo mi, da preskočim to papir pa beležnico, da grem neposredno k temu, da naredim fotko, pošljem v redakcijo, pa že napišem lahko tudi novico, ker lahko kolegi copy-paste naredijo podpis k fotografiji in takoj objavijo na internetu. Vemo, da je za novinarstvo zgodba tista stvar, ki prinese rezultat. Koliko je za iskanje zgodb, koliko temu pomagajo družabna omrežja, Twitter, Facebook, Instagram? Ja, vedno več. Predvsem zato, ker so se v bistvu odnosi med gledalci pa nami bistveno spremenili z družbenimi omrežji. Zgodilo se je to, da v bistvu gledalci naši niso več samo pasivni, ampak so aktivni soustvarjalci zgodb. Mi iščemo stvari, ki se dogajajo na Facebooku, mi iščemo stvari, ki se dogajajo na Twitterju. Twitter je recimo zelo uporabno orožje za za early warning system. Mi imamo določene hashtage pa določene ključne besede, ki jih avtomatsko trackamo pa spremljamo, tako da lahko avtomatsko vidiš s posebnimi orodji, ali se več govori o požaru, tako lahko vidiš na kateri lokaciji se govori o požaru, promet, podobne stvari. Za breaking news je to zelo uporabno. Za iskanje zanimivih zgodb pa definitivno Facebook. Super. Omenil si tudi aplikacije za streamanje. Pred kratkim sta, bom rekel, zrasli aplikaciji za streamanje videa, kjer lahko praktično vsak uporabnik pametnega telefona je lahko, da reči temu, je to lahko novinar. Se pravi, imava aplikaciji Meerkat pa Periskop. A je to nekaj, kar mene kot ne-novinarja postavlja v neko kredibilno vlogo poročevalca, recimo s terena? Ja, zagotovo. Mislim, to ni nekaj novega. Te stvari obstajajo že nekaj časa. YouTube je to omogočil že pred časom, potem, ne vem, rabo si računalnik, ni prišel prek mobilnega telefona, danes gre tudi prek mobilnega telefona. Pri nas se v televizijskem novinarstvu se o tem govori že zagotovo 5-6 let. Obstajajo vse firme, ki nam delajo naprave za streamanje, že imajo aplikacije, ki nam omogočajo. Problem recimo Periskopa Meerkata je v tem, da je pač namenjen opazovanju na mobilnem telefonu, ni toliko namenjen uporabi recimo pri nas, plus sistemi so zaprti, se pravi nam tega ne omogoča, da bi mi recimo lahko Meerkat vzeli pa ga uporabili na televiziji, ker pač vse je hostano na nekem strežniku tam. Je pa zagotovo uporabna stvar za ljudi, ki želijo razširiti neko informacijo s svetom, dogajanje z svetom. Ampak jaz recimo namesto tega, če bi jaz se odločil, kaj uporabljati, bi zagotovo po mojem, jaz bi šel, ne vem, na Public Hangout, mi je bolj praktična stvar. Ampak so stvari zelo fajne, predvsem zato, ker končno, aleluja, prinašajo do tega, da ljudje začenjajo razumeti pomen videa. S pojavom pametnih telefonov se je razvila tudi ena funkcionalnost uporabe sprednje kamere na telefonu in to je bil selfie. Čudovit izum, ta čudovit pripomoček, ki ga imava zdaj v roki, selfie stick. A si lahko predstavljamo, da bo v prihodnosti novinar šel na teren brez snemalca, bo lahko takole hodil na teren in se javil iz dogodka? Mislim, tehnično zagotovo zanimiva stvar, kul bi izgledalo, ampak moram priznati, da bi novinar pa v očeh ostalih izgledal blazno trapas z neko palco v rokah, pa da bi se sam snimal. Ampak izgleda pa kul. Ampak konec koncev gre za predstavitev zgodbe, ne? Ja, je kul. Dobro, boš kupil? Dobro, razmisel. Hvala, Denis. To so bile še ene Digitalije. Fajn bote. Čau.